Beseda Movember je angleška skovanka in sicer iz besed mustaš, kar pomeni brki, in november. Gre za gibanje proti diskriminaciji brkov, v duhu katerega si moški vsakoletno v novembru pustijo rasti brke in tako cel mesec zbirajo denar, ki je namenjen raziskovanju in preventivi proti raku na prostati in drugim zdravstvenim težavam, ki prizadenejo moške. Movember torej ni samo smešno gibanje, ki bi moške spodbujalo k nošenju brkov, temveč se gibanje zavzema predvsem za izboljšanje splošnega zdravja vseh moških. Tako imenovani moški si od prvega dne v novembru puščajo rasti brke, ob tem pa s pomočjo prijateljev in celotne družbe zbirajo prostovoljne prispevke. Brki samodejno povzročajo dodatna vprašanja, zato nekateri lažje spregovorijo o tej zahrbtni bolezni, obenem pa so brki simbol podoben rdeči in roza pentli. Gibanje Movember je pričelo delovati leta 1999 v Avstraliji, ko se je nekaj prijateljev odločilo, da bodo na hudomušen način z enomesečnim opuščanjem britja brkov opozarjali na bolezni moških. Movember je v naslednjih letih v svetovnem merilu prerasel v izredno številčno gibanje. Na prvem mestu so preventivni ukrepi in boljše zdravljenje raka na prostati in ne nazadnje omogočiti bolj sproščeno javno razpravljanje o zdravstvenih problemih bolezni moških. Mogoče ste opazili, da imam brke. Moja ljubica je opazila, definitivno. Pa še enih parih je tule med nami, si letos novembra postilo brke. Zdaj vam povem en krajši govor o novembru, kaj to je in predvsem zakaj. Movember je dobrodelna organizacija, ki v prvem pogledu spominja na organizacijo, ki se bori proti diskriminaciji brkov. To tudi sicer se, ampak zatem je namen, ki je mnogo višji od tega. Movember je odgovoren za rast brkov vsako leto, novembra, več milijonov moških po celem svetu. In Movember to odlično uspeva. Movember je organizacija, ki želi dvigniti osveščanje o zdravju moških, predvsem o raku na prostati in raku na modih. Dva organa, ki sta skoraj da ključ do sreče moškega. Organizator je na dražbo povabil še aktualnega slovenskega predsednika Danila Türka, ki se je le te po njegovih besedah z veseljem udeležil, predvsem z namenom deliti z javnostjo osebno izkušnjo pred leti. Predsednik Türk je poudaril, da moramo v Sloveniji na naši stopnji razvoja storiti več za pravočasno odkrivanje in preprečevanje raka, kjer je to mogoče, pa tudi za uspešna nova zdravljenja, ki omogočajo ohranitev kakovosti življenja do višjih starosti. Lepo pozdravljeni vsi skupaj in najbrž vas vse zanima, zakaj sem prišel. No, povedal vam bom zakaj. Obstajata dva razloga, en osebni in en malo bolj splošen. Lani novembra mu je obiskala delegacija gibanja Movember, imeli smo pogovor, jaz sem na tem pogovoru izrekel vso podporo temu gibanju. Povedal pa sem, da se ne bom pustil rasti brke, ker se mi zdi, da bi to delovalo nekoliko preveč očitno, zelo bi sprožalo različne razprave. Pa tudi, veste, jaz sem si pustil rast brke enkrat, ko sem bil še študent na pravni fakulteti in takrat so mi čisto vsa dekleta rekla, da je to neumno in da ne ustreza, tako da imam tudi tak spomin. No, ampak ta osebni razlog, za katerega podpiram to gibanje, je ta, da sem tudi sam imel raka na prostati in sem bil operiran. In sem šel skozi vse te izkušnje, vem, kako je to. In bi rad tudi s svojim primerom, in s tem, da vam nekaj povem o tej izkušnji, pomagal pri čim boljšem razumevanju te bolezni in pri čim boljšem razumevanju potrebe potem, da se jo zgodaj odkriva, zgodaj zdravi in da se po možnosti živi na način, ki pomaga k temu, da se ta bolezen preprečuje. Ko sem pa šel skozi to izkušnjo, sem bil opozorjen še na en vidik, ki je, mislim, da zanimiv za vse ljudi. In sicer zdravniki, ki so specialisti za bolezni raka, onkologi, so mi rekli, da je rak na prostati nekaj podobnega pri moških, kot je rak na dojki pri ženskah. In seveda imamo pri nas veliko daljšo zgodovino odkrivanja raka na dojki in te tehnike in pogostnost teh pregledov so pri ženskah veliko bolj razvite kot pri moških. Moški, kot smo že slišali, so tudi manj pripravljeni govoriti o svojih zdravstvenih težavah, nekako si mislijo, da bojo že odšle same od sebe, če se pojavijo, da se spije kakšno žganje.
izginilo ali kaj podobnega. Zdaj, moški imajo malo čudne predstave o tem, kako se skrbi za zdravje. Tu mislim, da potrebujemo eno boljše razumevanje, zato jaz podpiram gibanje Movember, čisto iz razlogov osebne izkušnje, ki se vam je tudi povedal. No, jaz bi rad prispeval k temu, da bi se naša zdravstvena kultura dvigovala in del tega dvigovanja zdravstvene kulture je ravno to, da se osebno izkušnjo odkrito in prijazno pove drugim ljudem. To ni nič posebnega. Jaz poskušam tudi s tem današnjim srečanjem z vami povedati, kako je in kakšno izkušnjo ima in kako se mi zdi, da so stvari na splošni ravni. Naj še enkrat povem, s tem bom zaključil, podpiram gibanje Movember, mislim, da je to zelo dobro in za našo družbo koristno gibanje in da je prav, da se seznanjamo z dosežki medicinske znanosti, da se seznanjamo tudi z načinom, kako se pristopa k tem vprašanjem, da se o tem odkrito pogovarjamo in če bomo take stvari počeli, bomo tudi prihranili marsikatero drago zdravljenje, prihranili bomo marsikatero življenje in za vse nas bo boljše. Skratka, jaz želim gibanju Movember uspešno delo naprej, sam ga bom podpiral še naprej in ker sem lani obljubil, da bom prišel na prvo akcijo, ki jo boste imeli in na katero me boste povabili, sem danes tu, povabili ste me in prišel sem. Hvala lepa. Dražbe je svoj levji delež enološko nekoliko manj spretno, sicer pa zabavno in humoristično v svojem slogu prispeval Matjaž Javšnik Easy. Dober večer vsem skupaj, seveda najprej predvsem gospodu predsedniku, lep pozdrav, hvala, da ste se odzvali vabilo, pozdrav organizatorjem, donatorjem in pa seveda vsem, ki pasete radovednost, boste pa zato naredili promet v lokalu. Vsi ste dobrodošli, moram povedati zdaj, ker na začetku ta informacija, ki je bila podana pred začetkom dražbe, da v meni stoji kraljica, je samo dokaz, da je Slovenija v samem vrhu demokracije med na enem mestu kraljico in predsednika, to je res odraz višje razvidne družbe. Mogoče bi še samo povedal, da če velja rek, ker danes dražimo vina, če velja rek in vino veritas, potem bi gospoda predsednika prosil, da parlamentarce pozove največ pijejo. Pa seveda, kar je najbolj važno pravilo te dražbe, da morajo kupljene steklenice biti zaužite v roku naslednjih nekaj let, v posebej izbranih trenutkih, v odlični hrani in najboljšem vzdušju, najboljšo družbo, v nasprotnem primeru je kupcem izrečena prepoved nadaljnjega gostovanja Movember dražen. Družen, mislim, da je tukaj ena velika napaka oziroma je bil narejen slab prevod, kajti to velja verjetno za Veliko Britanijo, da morajo biti zaužite v roku naslednjih nekaj let, pri nas verjamem, da bodo v nekaj naslednjih dnevih. Torej, ja, ker pač mi smo Slovenci, Čehi nam ne rečejo za Slovenci Slovinci in naj poudarim še to, da je tudi prostor za dražbo več kot dobro odbran, to je vinorodni okoliš. In moram vam povedati, da trditev, da smo Štajerci pijanci, je iz trte svita. Movember je na dražbo postavil 10 steklenic vrhunskih vin lokalnih vinogradnikov in sicer so svoje vino prispevali vinogradništvo Frešer, Vinum Loče, vinogradništvo Andrejc in Zlati Grič. Najdražja steklenica je presegla vrednost 200 evrov, skupni izkupiček dražbe pa je znašal 1185 evrov in bo nakazan v mednarodni sklad gibanja Movember v Veliki Britaniji, saj v Sloveniji še ni registrirane podobne organizacije in bo namenjen za medicinske raziskave na področju raka na prostati. Želja prostovoljcev organizacije Movember za naslednje leto je, da se zberejo sredstva za eno izmed slovenskih institucij. Za prijetno glasbeno vzdušje so poskrbeli člani vokalne skupine Sonus s svojim izborom pesmi iz bogatega programa. Ti najlepša pasti, slušaj me nocno. Ti najlepša Z nami
nami je organizator današnje dobrodelne dražbe Gibanja Movember v Slovenskih Konjicah, Andraž. Gibanje Movember ni slovensko gibanje, se je pa več kot odlično prijelo danes glede na učinke današnje dražbe. Gibanje Movember izhaja iz Avstralije, ampak zdaj v 9 letih je postalo svetovno gibanje. Tako da v letošnjem letu je več kot 1 milijon privržencev, če lahko rečem. In v Sloveniji se že zdaj dogaja to 3. leto, 4. In v Konjicah se pa to zdaj prvo leto, da se je malo bolj prijelo. Ko smo že rekli v začetku, dražba se je odlično prijela, zbrali ste 1200 €, ste pričakovali takšen učinek? Niti približno. Na začetku dražbe sem pričakoval veliko manj, ko smo pa začeli z organizacijo, pa smo računali nekje na 300–400 €, ampak zdaj teh 1200 € to še ni vse. So še denar, ki je bil prodan od vina, od točenega vina, je evro za vsak deci, pa še tele priponke smo prodajali za 1 €. Mogoče je to Kapljica v morje, organizacija verjetno na letni ravni zbere precej več denarja v svetu. Lani je organizacija zbrala 80 milijonov funtov, letos pa do današnjega dneva, se pravi v 14 dneh, so zbrali že 25 milijonov, to je bilo po podatkih danes zjutraj. Je to kapljica v morje, ampak vsak pomalo pol se pa nabere. Je kdo zračunal, koliko centimetrov ali metrov brk je zarastlo za teh 80 milijonov dolarjev v celem letu? Premalo. Upam, da vam bo uspelo v prihodnje najti še več sredstev in želim vam uspešno delo tudi v letu 2014 in nadalje. Hvala.